In akcija! Pozdravljeni nazaj na Džungljem kanalu, moje ime je Ian in ti gledaš Dolg jezik. Greva! Ok, upam, da ste pripravljeni na drugi in zadnji del drame. Jaz sem pripravljen, upam, da imate pripravljen kakšen snack, da bo tale video hitrejši minil. Za vse tiste, ki niste pogledali, pojdite pogledati prvi del, da boste lahko razumeli, o čem se pogovarjamo v drugem delu. Pa še en tak majhen nasvet. V prvem delu, ki je bil naložen včeraj, sem v prvi četrtini videa ne naznanil, ampak povedal, katere 3 punce iz prve sezone Sanjskega moškega so bile ponovno povabljene in so ponovno v drugi sezoni. Tako da, če ste mogoče to zgrešili, da je pojdite še enkrat prvi del pogledati. Če sem ready, gremo v video. Na tej točki pa je Carmen na svojem storiju razkrila, da ima Carmen domnevno video, ko je Laura imela spolni odnos z varnostnikom iz Sanjskega moškega. Potem storij je to Kseniji nekdo poslal in je videla. In dejala: le naj ga pošlje, če ima dosti, da bo plačevala. Severini je tudi, sam plus bil Kim Kardashian pa tudi. Tako da Laura ne gine, Bora za 1 leto. Jaz ti pa sam rečem, vsi vodimo intimo. Ti si vsaj iz ljubezni, ona pa zaradi koristi, drobiža. Boga je, komaj čakam, da da posnetke ven, jaz te vozim na sodišče kot kraljuno, Laura. Na tej točki bi mogla Carmen za svoja leta, nažalost, boljš vedeti. Če zdaj pridejo te posnetke v javnost, bomo vsi vedeli, da jih je verjetno objavila Carmen, oziroma da je imela Carmen največji motiv za objavo, ker je pač omenila, da jih ima. In jih pač zdaj ne more objaviti, ker te 2 osebi lahko prvo osebo tožita, da je objavila te posnetke. Čeprav jih je objavila kje drugje, bojo vedeli, da jih je ona objavila, zaradi tega, ker ima dober motiv. A štekate, kaj mislim? Pač Carmen bi za svoja leta lahko vedela in znala že boljš. Potem se pa ni nehal. Mislim, da je na tej točki Carmen dosegla svoj vrhunec jeze in objavila ta posnetek. Kaj res bi ti rada od mene, da dam posnetek gor, kak se fukaš z varnostnikom iz Sanjskega moškega? Res? Te pa gremo, ajde. Te pa se gremo v vojno. Z lahkoto, gledaj, jaz imam dokaze. Jaz sem posnetke, kak mu ga vlečeš, kak se fukaš z njim. Carmen je v tem storiju ravnokar povedala, da ima posnetke, kako Laura izvaja spolni odnos in oralni odnos z varnostnikom iz Sanjskega moškega. Zdaj na tej točki bi rad vprašal spet producenta Miloša, če je to dovoljeno. Zdaj ne prosim napiše dol v komentarju, producent napiše, če je to dovoljeno, ker nisem videl, da imajo lahko spolne odnose med snemanjem z varnostniki, to nisem vedel, to me je presenetilo. Po drugi strani me zanima, kdo za vraga je to snemal in pa kaj za vraga se je dogajalo za kameram, kaj za vraga se dogaja v teh resničnostnih šovih. In pa zakaj ima Carmen sex tape od nekoga drugega na svojem telefonu. To mi je ful zanimivo, koliko enih podatkov. To je bila ta drama. Potem se je pa to za vse skupaj za 2 dni umiril. Po pravici povedano, jaz zdaj ne vem, a je Carmen pa Ani pogodba padla v vodo. Kakor ste videli v vsem tem času, je Ana bila bolj kot ne tih, ni kaj veliko, skoraj nič omenjala. 17. julija je Ksenija objavila na svoj story, da se bo ona bolj kot ne umaknila, da ne rab več Instagrama, da rab večkrat pauze. Potem pa je Ana danes objavila na svoj story, da rabi malo pauze, kmalu se javim. Spodaj pa je napisala, da je mogoče celo najboljše po dolgem času. No, potem pa je Ksenija to videla. Ksenija je videla, da je Ana na svoj story objavila, da rabi svojo pauzo in dejala: kak boga moraš biti, da nimaš svojih idej, niti življenja. Jaz več ne morem verjeti, da je nekdo toliko omejen, da se po mojem niti ne zaveda, da dela iste storije kot jaz. Obsedenka ena, strašljiva je že, njo res samo v vojnik peljati čim prej. O moj bog! A zdaj vidite, zakaj sem rekel, da ni ena na boljšem nivoju, kot pa druga? A zdaj vidite, kaj mislim? Jezus! Se pravi, jaz čeprav razumem, je Ksenijo toliko razpizbil, da je Ana objavila na svoj story samo to, da se rabo makniti, da je kaj tazga objavila.
No, potem je še en story Ksenija objavila. Rekla bom samo obup in boga si. In takšnih se moramo bati. Ker nikoli ne veš, česa so zmožni. Prav tako takšni, kot je ona. Brez zdravega razuma in čisto preveč obsedeni. Jaz se res že bojim. V življenju si nisem mislila, da bom imela tako obsedenko za vratu in res strašljivo je že. In kdor ne občuti na svoji koži kaj takšnega, si ne more tega niti predstavljati. Se pravi, mogoče je pa Ana res toliko obsedena in je bila to spet ena provokacija. Nikoli ne bomo vedeli. No, v tem času je Carmen prišla nazaj na profil. Carmen so spet zbrisali Instagram in je prišla nazaj. In delila na svoj Instagram profil, da ji Laura spet grozi. To je bilo danes. To je bilo po 3 dni kasneje. To se sploh ne neha. In spet, a veš, ker delijo vse na svoj Instagram, jaz vse vem. To je pa Carmen delila na profil, da ji zdaj Laura grozi. Namesto da izgubljaš čas, idi na policijo, me prijavi. Kot dokaz pa naredi tvoje grožnje, pol pa se takoj čim prej posnetek objavi, pa se ven ne bom videla od denarja, kako te bom stožila, da boš denar iz riti ven potegnila za odškodnino, pa še 10krat followerjev bom dobila, tako da daj, izvoli, ne vem, zakaj izgubljaš čas. Se pravi, to je Laura pisala Carmen in to je to. Za enkrat je to. Danes smo 19. julija, pa da naredim še piko, Carmen objavila. Jutri se pripravite na story live, ne vem, kaj to pomeni, ker vidim, da nekateri igrajo igrice in žal nisem pravi naslov. Jutri se izvem marsikaj, ne bom vam jaz pustila tega, vsi kao tekmovalci greste v javnost. Karma is th. Kdo je že to rekel? Ok. Se pravi, vsi tisti, ki ne razumete, kaj je napisala, Carmen je razkrila, da bo razkrila, kdo so tekmovalci. Tekmovalci česa? Bomo videli. Ajde, gremo se igrco, če sem jaz kao tekmovalka kmetije, gremo še povedati, kdo je tekmovalec Exatlon Slovenije. Še enkrat povem, ne se z mano igrati. Se pravi, zdaj kar iz nič je Carmen pripeljala v to dramo še drugo televizijo in to je Planet TV. Te punce se bojo zdaj kaj zamerile Pop TV-ju in še Planet TV-ju in na koncu nobena več ne bo nikjer. To je bila ta drama, to je bilo to za danes. Ne vemo, nimamo odgovorov, kje so tožbe, v kakšnem stanju so med seboj Carmen, Ksenija in pa Laura. Ne vem, ali sta Ana in pa Carmen podpisale pogodbo, ali je producent Miloš pogodbo vzel nazaj. Te 4 vprašanja imam in na njih žal nimam odgovora. Ok, prvo kot prvo prosim, ignorirajte, kako izgledam, ker sem že čisto na koncu z editanjem tega videa in čisto na koncu sem mogoče dobil še ene informacije in mogoče smo dobili odgovor na vprašanje, v kakšnem odnosu so te punce danes. Vse kaže na to, da sta se še najboljši prijateljici Carmen in Ana skregali. Kako to vemo? Ker je Carmen ponovno delila zasebna sporočila na svoj Instagram story. Ponovno je delila zasebna sporočila, ki se nobenega ne tičejo, na svoj story. Tako da prav prosijo, da se o njej govori, ampak whatever. Kaj iz teh sporočil lahko razberemo? Da je Carmen Ano poklicala revica, da je Ana zabila nož v hrbet, da je Carmen ostala popolnoma brez besed, da jo je Ana popolnoma zajebala. Kaj naj bi bilo? Ana naj bi dobila novega fanta po Carmenovih storijih. Ta fant je bi po imenu bil Rene. Kdo je ta fant, jaz po pravici povedal, nimam pojma, ker ga Ana nikoli ni omenjala, nikoli ga ni delila na svoj story, ampak ga je pa Carmen. Tako da očitno je Carmen oznanila in naznanila, kdo je Anenov fant, nimam pojma. Tako da ja, očitno je še med njima počal, kakor vidimo po teh storijih. Tako da očitno smo tle dobili en zaključek, upam da. Dajte napisati v komentarjih, koliko bi zanimivo tole spremljati. Jaz upam, da sem vso tole dramo dobro dokumentiral. Ne pozabiti, to je res za odklopiti možgane, to je res samo za entertainment. Ne iti groziti tem puncam, ne iti pustiti hate komentarje, puste, ne se spuščati na njihov nivo. Dajmo samo od daleč gledati, spustiti možgane pa se zabavati.
Tako da, to je to, lepo se majte, veliko se smejte, lajkajte tale posnetek, subskrbite se na Džunglin kanal, da ne zamudite naslednjega dolgega jezika. Čau, čau!